Živijo, sem Manca, paraplezalka. Dobrodošli v današnji oddaji o parašportu, oddaji Tempo. Parašport je več kot samo šport za nas. Je način življenja, povezovanja, izražanja in je pomemben del športnikove identitete. Treningi so pomemben del mojega vsakdana. Zato vas danes vabim v mojo družbo na trening v oddaji Tempo. Oddajo začenjamo športniki specialne olimpijade. Mesec junij je bil za njih zelo pomemben mesec, saj so se odvijale v Berlinu svetovne igre specialne olimpijade. Naj vam predstavimo, kdo so športniki specialne olimpijade in kako so se imeli v Berlinu. Pustite mi zmagati. Če ne morem zmagati, naj bom pogumen v svojem poizkusu, je slogan specialno-olimpijskega gibanja. Specialna olimpijada je način življenja oseb z motnjami v duševnem razvoju. Specialna olimpijada ni le šport, je pa šport pomemben gradnik socializacije in dobrih psihofizičnih sposobnosti. Za naše športnike, ki trenirajo atletiko, kolesarstvo, judo, namizni tenis, plavanje, balinanje in nogomet, je letošnje leto zelo pomembno, saj je leto poletnih svetovnih iger. Pomladi je bil čas za še zadnje skupne pripravljalne treninge, začetek poletja pa je prinesel športne boje in sproščeno druženje na svetovnih igrah specialne olimpijade v nemškem Berlinu. Med 17. in 25. junijem se je v Berlinu zbralo okoli 7000 športnikov in 3000 športnih trenerjev iz 170 držav sveta, ki so se med seboj pomerili v 24 športnih panogah. Pri organizaciji iger pa je pomagalo kar okoli 20 000 prostovoljcev. In del tega praznika športnega duha je bila tudi slovenska reprezentanca. Naši športniki so se domov vrnili s kar 18 odličji. O prihodu pa so takole zbrali nekaj svojih vtisov. 26 športnikov, 18 medalj, 7 zlatih, 7 srebrnih, 4 bronaste, zlati smo v nogometu, zlati smo v štafeti 4x100 plavanje, zlati smo v dvojicah balinanja, skratka, zares smo žlahtni prišli domov. 2 odličji sta osvojila igralca balinanja. Prišli v dvorano, pa smo čakali, da nas pokličejo, pa smo vsi skupaj šli noter, pač. V tisto hala, taka velika dvorana, pa smo pa igrali. Balinali. Prvo sem sama tekmovala, prišla na 5. mesto. In pa še za dvojicah. Res smo presrečni, v vseh športih smo osvojili medalje, tudi v nogometu tako pričakovano, zlato po dolgem času, tako da vsi fantje so dali gol, razen golmana, ki je pa tudi večkrat imel branjen gol, čist z 0, tako da perfektne igre. Najboljši gol mi je dal, ko sem dal prvi gol za slovensko reprezentanco proti Indiji. To je za me nekaj neverjetnega. Borba pa ekipa cela je se podpirala, pa mentori so nas podpirali. Navijači, pa domači so me podpirali. Cela Slovenija za me navijala iz Gabroke. S svojimi nastopi pa so navduševali tudi člani plavalne ekipe. Ena sreda se je zgodila in v sredo smo mi bili bogatejši kar za 5 medalj, vsak je skočil vodo in je osvojil medaljo. Najbolj veseli smo pa seveda vsi štafete na 4x25 metrov prosto, ker smo osvojili zlato. Kot je rekla, 8 let smo se matrali za to, pa da končno te dobiš, je velik oddih. Ja, zelo zabavno in zelo nekaj neuresničljivega. V 14 dneh se je na igrah vzbudilo veliko čustev, a takole z medaljami na prsih je v ospredju eno. Ponos. Četudi smo ponosni na odličja in jih radi nabiramo in preštevamo, pa so športni rezultati le majčken delček celotne izkušnje. Mislim, da je pomembno, da so ostali neverjetno veliko prijateljev, pridobili nove in spoznali kraji, ki jih mogoče ne bojo nikoli sami videli. Kljub pregradam jezika, ni jezik tista poglavitna stvar, važna so čustva. Najbolj me je navdušil ta ekipni duh.
celotna ekipa, delegacija 38 je res, skupaj smo živeli 14 dni, bili 24 ur na dan skupaj in ta energija, ki jo je bilo čutiti, je res fenomenalna. Super, ne pozabim na 14 dni v Berlinu. To je za me nekaj neverjetnega. Veliko je vsega, zagotovo pa bomo rabili kakšen dan, dva, da strnemo vse vtise, ker trenutno smo samo srečni. Pred poletjem so uspešno zaključili svojo sezono igralci košarke na vozičkih. Preden pa so se odpravili na zaslužen dopust, smo jih ujeli na treningu in na finalu lige NLB v dvorani Stožice. Dvorana, kjer je košarka doma, dvorana Stožice v Ljubljani, je tokrat gostila tudi igralce košarke na vozičkih. Najboljše ekipe iz regije so se pomerile na finalu 15. sezone lige NLB Wil. Prvaki lige so postali igralci KIK Zmaj Gradačac iz Bosne, domača ekipa Parasport Slovenija pa si je z odlično zaključno igro priborila bronasto odličje. Smo tretji, sicer boljš bi bilo, če bi igrali v finalu danes, ampak se žal ni šlo v Vajne Luki. Super je, no. V Stožicah smo prvič igrali v Stožicah. Atmosfera ta prava športna, košarkaška, kaj, zakon. Vajeni smo mehni dvoran, tukaj je res čudovito, tudi vzdušje, navijači, kamere. To je moj prvi intervju, ja. Nasplošno v svoji 15. sezoni. Ligo NLB Wil že vseh 15 sezon uspešno vodi Zveza paraplegikov Slovenije. Letošnji zaključni turnir pa so v soorganizaciji Zveze za šport invalidov Slovenije in o pomoči mestne občine Ljubljana spremenili v pravi košarkarski praznik. Smo rekli, moramo nivo dvigati, moramo 2 stopničke gor. Šli smo do župana mestne občine in dobili v uporabo to prelepo dvorano. Potem dobili še preko ABA lige še prenos vseh 3 tekem, kaj ne rečem. Tudi ekipe so sprejele zelo dobro, vidijo, da se trudimo, da delamo za njih in da lahko pričakuje naslednjo leto še več. Tribune niso bile popolnjene, bile pa so polne navdušenih in srčnih navijačev. Tega res nismo vajeni, tako da sem danes z navdušenjem prišla podpreti naše fante, našo reprezentanco, ki sem bila tudi sama več kot 10 let zraven njih. Zmeraj sem jaz sigurno njihov največji navijač. Moram priznati, da sem izredno presenečen nad kvaliteto odigrane košarke, na borbenost, na to, kako hitro se odvijajo akcije in koliko srčnosti je vsem tu. Vse skupaj je zelo atraktivno. Ekipo Parasport Slovenija smo obiskali tudi po zaključenem turnirju, kjer so se nam na še zadnjem skupnem treningu pred zasluženimi poletnimi počitnicami takole na hitro predstavili. Živijo, sem Simon Gračnar. David Korjanc. Haris Kuduzović. Aleš Povše. Klemen Lokar. Enis Musić. Milan Slapničar. Mi smo del slovenske reprezentance košarke na vozičkih. Fantje prihajajo teritorijalno dejansko iz celotne Slovenije skoraj. Treniramo kot reprezentanca Slovenije vsako sredo na Vranskem in pa opravljamo treninge po društvih tudi. Fantje trenirajo lokalno, da dejansko so vsi dnevi v bistvu zapolnjeni s košarko. Že pred nesrečo sem veliko spremljal šport, se rekreativno tudi z njim ukvarjal, tako da sem imel veselje do športa. Potem se mi je ponudila ta priložnost za košarko, del ene ekipe si, ustvarjaš neko zgodbo, hodiš na tekmovanja, tudi vidiš določene kraje, ki jih drugače ne bi videl in obenem se vedno družiš in se imamo s fanti super skupaj. Košarka, kaj mi pomeni košarka? Veliko mi pomeni. Gibanje, dobro se počutim. Sprostim se, fajn se imam s fanti, ki igramo klubsko. Ne vem, brez košarke bi težko bi živel brez košarke.
Kar se tiče lige NLB Wil in pa ekipe Parasport Slovenija, smo v zadnjih 5 letih 5-krat osvojili medaljo, kar pomeni velik uspeh glede na to, da prej 10 sezon ekipa ni nikoli osvajala medalji. Delati z reprezentanco je vedno nekaj posebnega, to pomeni veliko čas, hkrati pa tudi odgovornost zastopati domovino, predstavljati grb. Kar se pa tiče dela s fanti, pa mi pomeni veliko zadovoljstvo, ker smo stkali nekako dobro kemijo, se razumemo in kadar je treba, stopimo skupaj in poskušamo v najboljši meri zastopati Slovenijo. Mene kot najmlajšega so zelo dobro sprejeli, vsi mi dajo nasvete, me učijo, me spodbujajo, tako da imam veliko motivacije za treninge, pa potem seveda tudi za tekme. Zdaj bo končno malo počitka, ker je sezona bila letos res naporna. Potem pa septembra, oktobra začnemo nazaj s treningi. Bo pasalo malo počitka, ampak bo potem že kar manjkalo teh treningov in pa druženja. Ja, se to je pa zmeraj vsak let isto tam polenkrat. Tam ta zadnji 2 tedna v avgustu že malo srbi, že malo žogo, gledaš malo voziček. Greš mogoče tudi malo na igrišče, v fitness obvezno, da se malo kondicijsko pripraviš, moraš. Za moje pojme najboljši šport, kar se nas tiče invalidov. Košarka je zakon. V športu smo vsi enaki je bil slogan letošnjega dogodka mednarodnega gibanja We the 15. Gibanje ozavešča, da nas je 15% ljudi na svetu z različnimi invalidnostmi. V športu smo vsi enaki je tudi moto mnogih športno-rekreativnih prireditev, kjer se družimo športniki in parašportniki. Zadnjo junijsko soboto se je Trg Republike v slovenski prestolnici preselil v deželo vzhajajočega sonca. Tradicionalni japonski dan, ki ga vsako leto pripravi japonsko veleposlaništvo, je predstavilo glasbo, ples, običaje in kulinariko te dežele. Manjkalo pa ni tudi športnega udejstvovanja. Toyota Slovenija je pripravila tek po ljubljanskih ulicah in na njem smo lahko bolje spoznali Robija Kogovška, uspešnega študenta uporabne matematike in obenem tudi nadarjenega slovenskega reprezentanta v paraatletiki. Njegova tekaška kariera je dolga manj kot 3 leta, a se strmo vzpenja. Prišel v atletiko sem pa nekem naključju me je Roman videl, tako da me je prepričal, da sem prišel sem. Roman Kejžar, njegov trener in mož, o katerem je govoril Robi. Nekdanji maratonec, ki je nastopil tudi na 3 olimpijskih igrah, skrbi za vso pripravo. Pri Robi je treba vedeti, da je slep od rojstva, da nijemo, bom rekel, enih aerobnih treningov, pa to, da v bistvu zdaj te aerobne stvari moramo še vključevati, delati. Njegov telo se zdaj še razvija v tej smeri, tako da računam, potem na naslednjih olimpijskih igrah 2028 bi pa lahko že kaj več pokazali še. Trenutno teče na 400 metrov. V prihodnje pa si želi še dodati in teči na 1500 metrski razdalji. Na začetku sem imel po trening na dan, zdaj sta že 2 treninga, tako da pride kdaj tudi do 11-13 treningov na teden, tako da ja, je kar naporno. Za Kogovškom je tudi že prvo veliko tekmovanje. V začetku julija je nastopil na svetovnem prvenstvu v paraatletiki v Parizu. V predtekmovalni skupini teka na 400 metrov je zasedel 3. mesto. Ni bilo dovolj za napredovanje, toda za njim je odlična izkušnja na prizorišču prihodnjih paralimpijskih iger. Ja, pot je kar dolga, je le še dober let, pa malo več kot 1 let. Cilj je, da nastopimo tam, da se naredi zdaj norma čim prej, da si to zagotovimo, tako da upamo, da čim prej pridemo kje. Toyotin tek je bil pravšnji, da se paraatletika predstavi javnosti. Ob Robiju je tekel še en uspešen športnik, Alen Kobilica. Tako bom rekel, kot profesor športa sem blazen pristaš rekreativnih
takih druženj, kot je tale danes. Ne. Je pa tek ena zadeva, ne, ki te dejansko resetira. Se mi zdi, da vseh športov še najbolj. Nekako te pretrese, cel organizem ti prešejka, ne, in vse, kar so bili prej kakšni problemi, ne, postanejo izzivi, ki so z lahkoto rešljivi. Jaz vedno pravim, da v bistvu nas takšni ljudje res inspirirajo, ne. Mogoče zbudijo v nas nekaj slabe vesti, ampak tiste pozitivne slabe vesti, ne. In super je teči z njimi, ne. Jaz vedno pravim, najlepše mi je teči s takimi ljudmi, ki se morajo potruditi celo malo več kot vsi mi ostali za to, da lahko tečejo, ne. In to je nekaj, kar nas drži po koncu in upam, da nas bo čim dlje držalo še po koncu. Z Robijem teče tudi sotekač Jan Trček, ki ga usmerja. Njegovo ekipo vodi Igor Eržen, za psihološko pripravo pa skrbi Lena Gabršček. Kratkoročen cilj zanj predstavlja torej norma za prihodnje paralimpijske igre v Parizu. Dolgoročno pa je na listi želja medalja na naslednjih igrah v Los Angelesu. No, sedaj pa, da se vam predstavim še jaz. Manca kot voditeljica predstavlja Manco kot paraplezalko. Manca Smrekar je paraplezalka. Njen do sedaj najvidnejši športni rezultat je 4. mesto na svetovnem prvenstvu. Bila je že parašportnica leta in je ambasadorka programa Postani športnik. Programa, ki želi pomagati mladim invalidom spremeniti pogled na šport, ter ozaveščati javnost in razbijati predsodke o vključevanju mladih invalidov v najrazličnejše športne programe. Plezanje je prvi šport, kjer sem umirila svoj duh, je prvi šport, kjer sem začutila svobodo. Ukvarjala sem se z ogromno športi. Eden izmed teh, ki sem jih imela tudi najraje, je bila odbojka, poleg karateja in tenisa in jazz baleta, je plezanje zdaj eden in edini. Vse se je začelo z vpisom v alpinistično šolo, ki je Mančino življenje spremenil v več pogledih. Predtem sem bila jaz skozi notranji človek, beli dan, krasen, jasen dan, jaz pa noter za računalnikom igram igrice s svojim bratom. Pol čist druga slika, jaz v naravi, hodim v gore, sem v alpinistični šoli, probavam vse aspekte alpinistične šole in to je bilo plezanje, to je bila turna smuka, to so bile gore, pozim, čez celo sezono, ledno plezanje. In počasi sem se želela samo osredotočiti na plezanje, kjer me je navdajalo tudi to, da bi pač rada prišla do vrha, da bi rada bila močnejša, da bi se rada izboljšala v gibanju, ker sem kot oseba z motnjo pozornosti, je bilo to prvič, ker sem začutila res tisto, da sem se čist umirila, pozabila na vse, pozabila na okolico, pozabila na čas, noben me ni preganjal in našla sem mir v skali. Moja invalidnost je malenkostna, ampak se vseeno pozna pri plezanju. Drugačen oprijem je, se pravi, ker pač nimam prstov, bolj uporabljam dlan za plezanje oziroma stran dlani. Se da vse prilagoditi, s treningom se pa itak vse doseže. Kako pomemben del njenega življenja so postali plezalni treningi, je občutila ob poškodbi kolena. V bistvu mi to pomeni, kakor mi še prej nikoli ni, zaradi tega, ker sem mogla približno 6 mesecev delati na rehabilitaciji noge in pač nisem mogla plezati in se je svet obrnil na glavo. Tako da zdaj, ko lahko spet plezam, čeprav z desno nogo zelo omejeno, je zame dovolj samo, da lahko to počnem naprej. In čeprav na začetku v tekmovanjih niti ni želela razmišljati, pa so tekmovanja in vse, kar pa še zraven, postali njen način življenja. Tekmovalnost je v bistvu čist kontra, kar sem iskala v plezanju. Nič sproščenega v tem delu plezanja, ampak vseeno ti da veliko stvari, nov način razmišljanja in spet nek nov fokus, tisti en poskus. En poskus imaš in vse moraš narediti, da se pač odrežeš
kakor se lahko najboljš v tistem danem trenutku. Ampak veliko večji pomen pri tekmovanju ima cela organizacija, skupina, ljudje, ki so v tem, prijatelji, ki sem jih spoznala iz vseh držav. Mi je to nekaj najboljšega na svetu, pač, da imam to možnost, da sem lahko del tega, del tekmovanj. Pa so bile pa še tiste male zmage, parašportnica leta, moja prva medalja v letošnji sezoni. In vse to ti nekaj prinese, no. In manjci je svet paraplezanja prinesel tudi zaročenca, paraplezalca z drugega konca sveta, iz Amerike. Tako da trenutno potujeva drug do drugega, ampak v neki bližnji prihodnosti pa upam, da bova najdla tisto skupno pot, kjer bova lahko tudi skupaj zaživela. Ko govori o tekmovalnih ciljih in željah, pa je visoko na seznamu tale. Moj cilj je, da bojo paralimpijske igre čim prej na sporedu in da se jih tudi jaz lahko udeležim. Z letošnjim poletjem pa je sprejela tudi povsem nov izziv. Izziv voditeljice televizijske oddaje. Vloga voditeljice oddaje mi zelo veliko pomeni in sem počaščena, da lahko to počnem in da lahko približam parašport in parašportnike javnosti, ljudem, da tudi oni spoznajo nas, da vidijo, da imamo tudi radi mi šport, da imamo radi izzive in da smo kos vsemu. No, zdaj pa besedo predajam Aneju, ki je ravno na kolesarskem treningu. Najprej naj vas lepo pozdravim, tokrat iz višinskih priprav v Italiji, kjer se pripravljam na najpomembnejši tekmi letošnje sezone na Evropsko in svetovno prvenstvo v parakolesarstvu. Kmalu se začne druga polovica sezone, kjer so vse moči usmerjene na svetovno prvenstvo, ki bo na Škotskem v začetku avgusta. To so za mene prve priprave na višini, tako da že komaj čakam tekmovanja, da vidim, kako se bo telo odzvalo. Sem optimističen in verjamem, da bo razlika očitna. Pa pobrskamo malo po naših socialnih omrežjih. Najprej čestitke parastrelcu Frančku Gorazdu Tiršku za osvojene kar 3 medalje na svetovnem parastrelskem pokalu v Osijeku. Takole se je na svojem profilu parakošarkaš David Škorjanec zahvalil Goranu Dragiću, ki je v okviru akcije obnove košarkaških igrišč Podam da igram 3 parakošarkašem, 3 reprezentantom, Davidu Škorjancu, Mateju Arhu in Harisu Koduzoviću podaril nove športne vozičke. Živa Laurinc in Dejan Fabčič te dni nastopata na svetovnem prvenstvu v paralokostrelstvu in z dobrimi nastopi tudi lovita vozovnico za paralimpijske igre prihodnje leto v Parizu. Pa še eno povabilo za zaključek, povabilo na mednarodni odbojkarski spektakel. Zadnji julijski vikend bomo v športnem parku Ludus in na Kongresnem trgu v Ljubljani lahko spremljali športne boje v paraodbojki in odbojki na mivki. Odlična priložnost, da si ogledate vrhunske športne predstave tudi v živo. Prebrskajte tudi sami po naših socialnih omrežjih, spoznavajte parašport in navijajte za slovenske parašportnike. Za zaključek oddaje pa še tole povabilo. Od 24. do 27. avgusta se bo v Termana parku v Laškem že tradicionalno odvil paralimpijski tabor za družine. Tabor je namenjen otrokom z različnimi vrstami invalidnostmi in njihovim družinam. Na taboru otroci spoznavajo številne parašporte in se družijo s parašportniki. Letos bo obisk tabora v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine omogočen tudi nekaj socialno ogroženim družinam. Več informacij o taboru najdete na spletni strani tabor.zsis.si, na tabor pa se lahko prijavite najkasneje do 5. avgusta oziroma do zapolnitve prostih mest. To je bilo vse, kar smo za vas pripravili v današnji oddaji. Hvala, ker ste nam delali družbo. In delajte nam družbo še naprej, meni, Aneju in vsem parašportnikom, tudi v naslednji oddaji. Se vidimo v mesecu avgustu.